Jezikanje. Vsak ponedeljek ob 8. In tukaj smo, dobro jutro, cenjene jezikalke in jezikalci. V duhu današnje glavne teme jezikanja bi lahko rekli, da bomo uvod tokrat posvetili besedi minulega konca tedna. No, ni čisto beseda minulega vikenda. Dobro jutro, Ajda. Dobro jutro. Ja, ni čisto beseda minulega vikenda, oziroma vsaj ne bi smela biti. Pa je bila, ja. Včeraj smo na voliščih po državi odločali o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in v kampanjo se je nekajkrat umešala tudi beseda evtanazija, čeprav obstaja pomembna razlika. Ja, pri prostovoljnem končanju življenja gre za to, da nam zdravnik predpiše oziroma priskrbi sredstvo za končanje, kar potem storimo recimo sami, ne? Pri evtanaziji nam pa pomaga zdravstveno osebje, ampak pustimo. Ja, kljub temu torej, da o njej včeraj nismo odločali, bomo zdaj z jezikovnega vidika na hitro pogledali besedo evtanazija. Spletni slovar slovenskega knjižnega jezika pomen besede opiše kot pospešitev smrti iz usmiljenja, sinonim evtanazije torej je blaga smrt. Smo pa besedo, tako pravi etimološki slovar, prek nemščine prevzeli iz grščine, natančneje iz grške besede evtanasija, kar dobesedno pomeni dobra usmrtitev. Beseda sestavljena iz pripone EU, ki v grščini pomeni dober, dobro, in izpeljanke iz besede za smrt oziroma usmrtitev thanatos. Ja, besede pa bodo tudi rdeča nit tokratne oddaje, oziroma če sva bolj konkretna, o besedah, ki so zaznamovale leto 2025, se bomo pogovarjali. Prejšnji teden je angleški enojezični razlagalni slovar Cambridge Dictionary 11. zapored izbral besedo leta in ravno takrat so se 3 člani ekipe, ki izbira besedo leta, mudili na Bledu na mednarodni konferenci ELEX 2025, elektronska leksikografija v 21. stoletju. In tam smo poklepetali o njihovem izboru. Gre za način komuniciranja z uporabniki, pravijo, s tem spodbujajo pogovor o besedah. Ljudje se namreč radi pogovarjajo o tem, zakaj je neka beseda postala beseda leta. Tiste, ki so bile letos v ožjem izboru, našteje ena od glavnih urednic slovarja, Jess Rundle. One of them was pseudonymization and another was memify. Those were our two that were on the shortlist, but they didn't really capture the zeitgeist in the same way that Parasocial did. V ožjem izboru sta bili torej še besedi pseudonimizacija in mimify, za katero še nimamo prevoda v slovenščino. Pomeni pa torej spremeniti nekaj v mem oziroma meme. Ja, lahko bi tudi rekli mogoče pomemiti. Pseudonimizacijo pa že najdemo v sprotnem slovarju in pomeni postopek, proces nadomeščanja osebnih podatkov s splošnimi v kakšnem zapisu dokumentu, da se prikrije identiteta. Ampak kot pravi Jess Rundle, omenjeni besedi nista odsevali duha časa, tako kot beseda leta 2025, ki je parasocialen oziroma parasocial, pomeni pa enostranski odnos oziroma vez, ki jo nekdo čuti z osebo, ki je sicer ne pozna, največkrat z neko slavno osebnostjo. Ja, Ewan McGill, ki pri Cambridgeškem slovarju upravlja s številkami oziroma podatki, dodaja, da to, da je v neki besedi ujet duh časa, ni edini kriterij pri njihovem izboru. While we take the cultural zeitgeist into account, it's first and foremost a data-driven process in how we select the word. We look at lookups in the dictionary, so we look at the traffic that we get to the website, how people search. Besedo leta izbirajo tudi na podlagi podatkov, spremljajo, kolikokrat ljudje v spletnem cambridgeškem slovarju iščejo določene besede. Navadno gre za besede, ki so v slovarju že dalj časa, a nek dogodek povzroči, da jih naenkrat v slovarju poišče množica ljudi, tako neka beseda v določenem tednu ali mesecu postane zelo iskana. Za besedo parasocialno je zanimanje med drugim spodbudila zaroka oziroma načrtovanje poroke Taylor Swift, oziroma to, da so ljudje oblikovali parasocialen odnos do te poroke. Vse pogosteje pa se ta beseda uporablja tudi za opisovanje našega odnosa z umetno inteligenco, dodaja Jess Rundle. There was the launch of Grok companions. These were AI companions with these slightly creepy looking avatars.
Uporabo besede parasocialen so spodbudili tudi novi grok družabniki, ki jih poganja umetna inteligenca. Gre za nekakšne klepetalnike, v katerih se z nami pogovarja avatar, ki po besedah Jess Rundle izgleda nekoliko strašljivo. In pri tem so mnogi izrazili skrb, da bodo ljudje z njimi spletli parasocialne odnose. Word of the year can come from any field, really. This one is particularly interesting because it comes from the field of sociology. And it originally started as an academic word. It was coined by Odgovorni urednik aktualnega cambridgeskega slovarja Colin McIntosh dodaja, da prihajajo besede leta z različnih področji. Letošnja je še posebej zanimiva, ker prihaja z področja sociologije. Od 50 let prejšnjega stoletja, ko sta jo skovala dva sociologa, pa vse do nedavnega je obstajala zgolj kot termin. Šele mlajše generacije so jo začeli uporabljati tudi kot vsakdanjo besedo, vsakdanji govorici za opisovanje svojih enostranskih izmišljenih odnosov s slavnimi osebnostmi. Last year was manifest, and so this came about because of a new sense that we added, and it was about people sort of wishing and hoping for the things that to happen in the future. A lot of people were talking about manifesting in the context of the Olympics. Lani je bila beseda leta manifestirati. Ljudje so namreč veliko govorili o tem, da si nekaj želijo in kako si prigovarjajo, da se jim bo to tudi uresničilo. Tako so čim boljši rezultat manifestirali olimpijci, ameriška pevka Dua Lipa pa svoj nastop na festivalu Glastonbury. Leto prej je bila beseda leta halucinirati, predvsem zato, ker smo govorili o haluciniranju umetne inteligence, torej o tem, da si, ko česa ne ve, kaj tudi izmisli. Še leto prej pa je beseda leta postala homer, ameriška beseda za home run pri bejzbolu, in zato, da je besedo v slovarju v enem samem dnevu poiskalo 65,000 ljudi, je poskrbela igrica Wordle, ki jo mnogi igrajo na svojem telefonu in v kateri ugibaš besedo dneva. No, letošnja beseda leta parasocialen pa že živi tudi v slovenskem jeziku, pravi jezikoslovka z Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, doktorica Špela Arhar-Holt. Parasocialen kot prevod, ustreznica, slovenska ustreznica te besede se v slovenščini že pojavlja, smo že opazili in jo tudi spremljamo. Ko opazujemo jezik in novosti, ki prihajajo v jezik, je pa zaenkrat še nekako na ravni neologizma, kot temu rečemo, se pravi besede, ki v jezik šele prihaja. Besede leta izbirajo tudi na centru, a za razliko od založb, ki v izborih za besede leta iščejo slabo poznane in zato ljudem zanimive besede, tam skozi celo leto analizirajo besedila 106 slovenskih medijev in iščejo besede, o katerih najpogosteje pišemo oziroma beremo. Ali kot pravi dr. Iztok Kosem, analizirajo aktualen slovenski jezik. Najprej izberejo besede meseca, ob koncu leta pa pripravijo še seznam 100 besed leta. Za ta seznam bomo sicer morali še malo počakati, no besede mesecev pa so z izjemo besede meseca decembra že znane. Ja, in januar je najbolj zaznamovala inauguracija novega starega ameriškega predsednika, seveda. Februar menjava, tadej katera? Dončić, logično. Marec carine, spet Doni, ne? Tukaj lahko tudi recimo povem, da se nekatere besede meseca pojavljajo v več mesecih. Tudi ko sva izbirala besede za to predstavitev, ki smo imeli, recimo je carina kandidirala, mislim, da od februarja pa vse nekje do maja, izbrala sva jo marca potem, kot takrat je bila tudi precej v porastu. Aprila, to bodo verjetno vsi poslušalci in poslušalke vedeli, konklave. Ste pa rekli, Iztok, da je tukaj nekaj bilo presenetljivega. Torej, zakaj konklave so bile šele maja, to je pa že beseda aprila. Zakaj? Ravno tako, kot ste povedali. Se pravi, ko vidiš besedo, si misliš jasno povezano z izvolitvijo papeža, ampak če pogledamo podatke bolj podrobno, je zanimivo, da konklave so se zgodile 7. 8. maja, če se ne motim, mi pa smo imeli najvišji porast besede že aprila. Seveda je to logična posledica smrti prejšnjega papeža in takoj se je v
slovenskih medijih pisalo o postopku izvolitve novega, ker je potrebno postopek, se pravi besedo samo pojasniti in tudi že pripraviti, recimo, bralce na to, kaj prihaja. In maja je tako prišla beseda taksist, nadaljuje dr. Iztok Kosem. Zanimiva beseda meseca taksist. Seveda, zelo pogosta beseda, mogoče celo bolj v govorjenem jeziku, ampak tukaj je zaznamovala pisni jezik zaradi prihoda podjetja Uber v Slovenijo in ker se je ogromno pisalo o reakciji slovenskih taksistov na ta prihod. Junij je zaznamoval ključek. Če ste morda zmedeni, naj dodam USB ključek oziroma tisti okuženi USB ključki, ki jih je kupila naša javna uprava. Pozabi že. Ja, jaz sploh nisem, v bistvu je šlo to čisto mimo mene, če sem iskrena, ampak naslednja beseda pa gotovo ne. Julija je namreč zaznamovala, oziroma julij je zaznamovala etapa, katera verjetno ni treba posebej pojasnjevati. Avgust pa dobitek, oziroma srečni prejemnik vrtoglavega loto dobitka, ki je svojo nagrado prevzel po nekaj mesecih, no beseda septembra pa je postala poroka. Premijejeva, ja. Oktobra pa dragulj, razprava o draguljih je namreč sledila ropu Louvra. Zdaj se že bližamo sedanjosti, zato so ti dogodki malo bolj sveži v našem spominu. Tudi tale vam bo najbrž zelo blizu. Novembrska beseda, ki smo jo zbrala, je pa božičnica. Na besedo oziroma besede decembra moramo še počakati. Bodo pa verjetno vse omenjene besede, ki so zaznamovale posamezne mesece, tudi na seznamu besed leta. Pri vrhu bodo verjetno tiste, o katerih smo pisali oziroma brali več mesecev, denimo carine, ali pa tiste besede, ki po mesecih niso posebej izstopale, a so se pogosteje uporabljale kar skozi vse leto. Tudi uvoz, recimo, se pogosto pojavlja. Droni so se zdaj veliko omenjali. Recimo besede, ki jo ni tukaj, pa je tudi pogosta izdatek, potem je bila administracija, če se prav spomnim, pa še in še. Ja, tudi jezikali bi lahko še in še s takšnimi sogovorniki. A bo za danes dovolj, z novo temo nadaljujemo čez en teden. Manifestirava, da poslušate tudi prihodnjo oddajo, do takrat pa seveda vabljeni, da na spletu ali med podcasti pobrskate med našimi jezikani meseca. 4 izidejo vsak mesec, prihodnji teden, že 1. decembrsko.